zamudi. Nekaj besed o nadzoru parkiranja samo. Prej sem že omenil, ampak gre za ključno orodje upravljanja parkiranja, ker če želite, da bo vaša politika pa predpisi učinkovita, jih je treba uveljavljati. Steda se odpira vprašanja, kakšna je globa. Neko osnovno pravilo je, da mora biti sorazmerna urni tarifi. Je pa pomemben tudi ustrezen nadzor, da bi se izognili prelivanju težav na druge dele mesta. Zdaj, pogosto smo imeli v razpravi, vsaj 10 let nazaj se spomnim, ko smo odpirali temo nadzora parkiranja, je bilo eno izhodišč, da mi smo preblizu Balkana, eni so rekli celo del Balkana, in da je ilegalno parkiranje pri nas nerešljivo, da zmeraj bomo imeli del ljudi, ki se pravil ne bodo držali. Zdaj, pogosto ta argument uporabljam, ko se o tej temi pogovarjamo po srču Balkana, da dejansko to ni stvar mentalitete, ampak je odločitev in izvajanje nadzora parkiranja je v bistvu politična odločitev neke občine. Če ugotovi, da je to problem, je z današnjimi tehnikami in zakonodajo, ki imamo v Sloveniji, ta problem relativno hitro rešljiv. Praviloma dajem tu primer Ljubljane, ker ga najbolj poznam. Tam se je v bistvu v 2 letih, ko se je sprejela politična odločitev, da se bo ta težava rešila, se je velik del ilegalnega parkiranja odpravil. Ne vem, kako je v vaših občinah, a je to še zmeraj velika težava, a se še zmeraj spoprijemate s tem brezobzirnim ali pa nepravilnim parkiranjem, ki se ga ne morete rešiti, ali je drugače? Je še težava? Ko redarska služba ne dela, je bil argument, je to še vedno težava, ampak se najbrž strinjate s tem, če bi vodstvo občine ugotovilo, bi z več semenami redarske službe ta del lahko rešili. Je pa en del, ki pa še obstaja zelo problematičen, to je ilegalno parkiranje v okolici lokalov gostinskih. Tam pa se mi zdi, da če ni fizične ovire, tega ne moremo rešiti. To pa so primer vseh tistih centrov druženja. Na nek način tam tega parkiranja. Ko ljudje vidijo avto in ko imajo nek pregled nad redarji in svojim avtomobilom, si še vedno vsi upajo. In tam je po moje edina rešitev fizična zapora, da dejansko ni možno priti z avtom do tja. Neki kompromisi v ulicah, kjer je veliko lokalov, se še nikjer niso obnesli, vse v našem prostoru. Ok, pregled glob, tu se ne bi poglabljali. Tudi ta del je precej nerelevanten za nas. Jaz mislim, da se, kar se zakonodaje tiče, je Slovenija napravila te glavne korake glede dekriminalizacije in glede deleža plačevanja. Podatek, ki smo ga dobili pred 2 letoma od mestnega redarstva Ljubljana, je, da v bistvu zdaj sploh ni več problem izterljivost kazni. Da v bistvu oni 98% kazni je plačanih ali pa izterjenih v njihovi domeni. Redki so tisti primeri, ki grejo naprej, kar se parkiranja tiče. Če se spomnimo 10 let nazaj ali pa 15 let nazaj, se parkirnine ni plačevalo, ker je bilo možno se izogniti plačilu tega. Ta del se je zdaj spet za občine, ki jih jaz poznam, odpravil. A je to še problem v vaših občinah, da se ukvarjajo z neplačevanjem, da je boljše ne plačevati parkirnino, ker se moraš temu izogniti, ker veš, da ne boš na koncu plačal v sodnem postopku ali ne. Jaz mislim, da to ni več težava pri nas. Pa se spomnimo, 10 let nazaj je to bila masovna težava. Marsikje v Evropi je to še težava, pristojnosti so težava. Pri nas smo ukrepili mestno redarstvo z temi pristojnostmi ali pa medobčinska redarstva, tako da ta del je v veliki meri pokrit. 5 principov je, kar se tiče nadzora. Predvsem mora biti nadzor pogost. Čim ni pogost, ljudje vedo, da je verjetnost kazni manjša in se že začnejo špekulirati glede ali ilegalnega parkiranja ali plačevanja. Mora biti učinkovit, mora biti smotrn, moramo nekje postaviti meje, prijazen in pravičen. To je par principov, ki jih je treba uveljaviti, da ne pride do tega, kar se zelo pogosto dogaja, da imamo ta negativen odnos ali pa to veliko vojno proti mestnemu ali pa občinskemu redarstvu. Jaz mislim, da tudi ta del smo
v veliki meri v Sloveniji že prišli. Spet 10 let nazaj biti redar je bila ena najtežjih služb verjetno v Sloveniji. Zdaj skozi izobraževanje, profesionalizacijo, krepitev in pristojnosti in metod redarjev smo presegli v večini občin. A je drugače še kje v Sloveniji? A so še ti problemi izpostavljenosti redarstva, redarjev tem težavam? Veliko manj se mi zdi kot pa 10-15 let nazaj. Jasno je, da se nadzor začne z prvo fazo prometne politike, se močno ukrepi, ko pridemo v tretjo fazo, ko pridemo do plačevanja parkiranja. Potem pa je že treba iskati tudi na področju nadzora neke kompromise, kje je smiselno, koliko pogosto, bolj ko je moče veliko, več vprašanj investiranja v nadzor se vzpostavlja. Imamo dve glavni skupini nadzora, eno je bolj delovno intenzivni, ki je dostikrat povezan z zaposlovanjem, z javnimi deli. Veliko močnejši trend v zadnjem času, čeprav v Sloveniji veliko manj prisotni, je pa ta avtomatizacija nadzora. Ampak to je sigurno smer, ki nas čaka, smo le v 21. stoletju. Zdaj pri redarstvu je glavni ta izziv, ki sem ga že omenil, oni so v bistvu javni obraz parkirne politike in če jo pravilno predstavljajo, saj so v neposrednem stiku z uporabniki parkinga, na nek način omogočijo lažje izvajanje te parkirne politike. Te zamere in podobne težave sem že omenil. Rešitev za njih so izobraževanje ljudi, ki delajo v tem poklicu. Oni so ambasadori, oni morajo seznaniti ljudi s parkirno politiko. In pa obveščevalne, ozaveščevalne aktivnosti. Tista slika, ki smo jo prej pokazali iz Podgorice, je sigurno ena takih prelomnih, okrog katere se lahko naredi kampanjo, zakaj je pomembno, da se kaznuje tisti, ki se teh pravil ne držijo. Potem pa celo področje, ki pa pri nas, jaz ne vem, imamo kje elemente avtomatiziranega nadzora v Sloveniji, kolikor jaz vem, ne. Eno je z CCTV kamerami, praviloma montiranimi na avtomobile, drugo pa so parkirni senzorji v kombinaciji s kamerami, ampak kolikor vem, pri nas teh tehnologij še ne poznamo, verjetno počasi bodo začele tudi te tehnologije prihajati. Imamo primerjavo, to so trendi v zadnjih letih v evropskih mestih, torej gremo iz delovno intenzivne v tehnološko intenzivni nadzor. Tulej matrika za in proti. Kar se tehnologij tiče, se bomo soočili sigurno kmalu s tem, gre za veliko odprtih vprašanj, kar se tiče varovanja osebnih podatkov, snemanja na ulicah in podobno. Ta vprašanja bodo morali nekje biti presežena, da se bodo lahko ti tehnološko napredni sistemi tudi pri nas bolj uveljavili. Torej pravni vidik in pa seveda gospodarsko-finančni vidik. Ta investicija v neko avtomatizirano nadziranje parkiranja ima neke stroškovne meje, ni primerna za vsako velikost občine, ni primerna za vsa območja in tu bomo potrebovali izkušnje iz drugih držav, da se bomo poigrali lahko s temi številkami, kje je to smiselno in kje ni. Tehnologija nam tudi omogoča veliko bolj učinkovito spremljanje parkinga, kje imamo povpraševanje, kolikšna je zasedenost, vse te številke, ki so ključne za določanje pravih razmerij med ceno in nadzorom. Tako da nas tudi ta del še čaka, da se ga naučimo. Vse v smeri, da našo prometno politiko naredimo čim bolj učinkovito.